Pozdravljene. V temle videu vam bo predstavil elektronski zapisnik v spomladanskem delu. Bomo v Občinski zvezi klubov malega nogometa Puconce pričeli postopoma z uvajanjem elektronskih zapisnikov o odigrani tekmi. Tule na spletni strani OZKMN Puconce se postavimo v rodno vrstico, na koncu pika si damo slash in damo admin. Meni se to sedaj avtomatsko. Vsaka ekipa bo dobila uporabniško ime in geslo, katerim bo se prijavila in dostopala do elektronskega zapisnika. Tule mene že ponude, vi boste pisali ročno. Sedaj smo vstopili v spletno stran, kjer bomo lahko izpolnili podatke. Izberemo vtičnik Ion Sport in izberemo kola. Tule se nazaj pojavijo vsa kola, ki so bila odigrana v času nastanka spletne strani. Da ne brskamo po vseh kolih, izberemo možnost zaslona, vsak za svojo, se pravi, če želimo urejati A-ligo, tekočo sezono tu, mi bomo pa urejali B-ligo. Beremo B-ligo, možnosti. In izberemo 12. kolo, se pravi prvo kolo, prvo spomladansko kolo. Tule da se pojavili vsi pari tekočega kola. Izberemo samo svoj par in prosim, ne pobrskajte po drugih parih. Greste na koncu, saj vidite tukaj sedaj podatke o domači, gostujoči ekipi, stanje, datum, čas, prizorišče, sodnik, vrsta tekme. Teh podatkov ne spreminjamo. Poudaril bi samo še eno, stanje, se pravi stanje trenutno pred začetkom tekme je neodigrano. Ko je tekma končana, mora obvezno biti stanje odigrano, če tega stanja ni, podatki ne bodo ažurirani na spletni strani. Tukaj gremo sedaj v podrobnosti, se nam odpre osnovna maska. Tule vidimo sedaj podatke, kjer bodo se vnašali podatki odigrane pred začetkom tekme. Ekipe podate prijavo igralcev. Tukaj gremo na postavo. Tule, kot vidite, so predstavljeni vsi registrirani igralci, ki so bili do sedaj v tej sezoni. Kar moramo tu paziti, vsak igralec, ki je na prijavnici, ga moramo označiti, da je začel, da je prijavljen, posebno pozornost pa na številke dresov. V bazi so številke, ki so ostale od
prejšnje tekme. Tu moramo paziti, da preverimo, če je ista številka. Če ne, se gre spremeni po popravi. Tukaj se označimo, se pravi, smo preverili številke z dresov je iste. Igral tukaj. Tukaj te so se igrale, pa še gostujoče ekipe, se pravi, tu največji poudarek, da se pazi, preveri za vsakega igralca številka dresa. Evo. Tako. Evo, sedaj smo to. Mene predlagam, da te stvari, ko smo uredili, da jih posodobimo. Se pravi, ko smo jih posodobili, s tem vemo, da so dodane. Sedaj gremo v glavni zapisnik. Po končani tekme pride sodnik do zapisnikarja, mu da podatke, se pravi, prvi polčas je končal bil 0:2, drugi tekma se je končala z rezultatom 2:2, se pravi, ko je končni rezultat iste. Ti podatki, vas prosim, morajo biti pravilno izpolnjeni. Tule sedaj smo tole imeli, izpolnili, spet lahko damo na posodobitev, s tem se vemo, da so podatki shranjeni do teh stvari, ko smo jih vnesli. Sedaj gremo na dogodke. Dogodki igralcem pomenijo, tu se zabeležijo doseženi goli, kartone, vse, kaj se nanaša na tekmo. Prvo izpolnimo rubriko golov. Golov moramo pisati tako, kot so potekali. Se pravi, če je gol dal prvi gostujoči, gremo prvo na gostujočega. Vsaka ekipa, najprej se predstavljajo domači, potem pa gostujoča ekipa igralca. Tukaj minuta, vedno pišemo prvo minuto. Če se zgodi, da smo napačnega igralca, to nič ni narobe. Tu samo gremo na tale koš, brišemo, pa ponovimo, se pravi gol, gostujoči, se pravi, tu so na začetku domači, se pravi, še enkrat ponovimo, tole tako, se pravi, to je bil tak, se pravi, drugi gol je bil avtogol, se pravi, kaj prvi polčas bil končan z se pravi, tako, avtogol, kdo je dal avtogol, tako. Sedaj pa gremo spet na gole, se pravi. Tole so samo testni zapisniki, izmišljeno. Gol. Dodaj. Sedaj smo gole vnesli, sedaj pa gremo na kartone. Tu si izmislimo namišljene osebe. Tako, spet se pravi vse.
Rdeči karton. Tako, tako, tole smo zdaj dali, spet lahko gremo v posodobitev. S tem vemo, da je sigurno zapisnik izpolnjen. Gremo nižje, tule sedaj vidimo podatke, dodatna polja. Sodnika ne spreminjamo, vrste tekme ne spreminjamo, zberemo pa zapisnik, kar se pravi. Vsak bo poiskal sebe. Pred začetkom sezone bo določen zapisnik, kar vsaka ekipa bo določila svojega, to je sedaj test. Tukaj sedaj smo te podatke. Sedaj opombe sodnika. In kaj pove sodnik? Igralec ponovno opcija. Dobil rdeči karton. Sledi izjava. Opomba na tekmo, tule pišemo samo najbolj nujne stvari, se pravi, ko se pomembno nanaša na tekmo. Se pravi, igralce, Radovce, so 15 minut zamudili na tekmo. To bi bilo pomembno. Sedaj gremo dalje. Tule se zbere ocena. Prej smo obkroževali, sedaj se pa tu zbere in vsak predstavnik pove svojo oceno. Izbere delegat, če je slučajno, tu še imamo tako. To so zdaj podatki, ki se nanašajo na zapisnik. Sedaj gremo gor. Kot sem na začetku povedal, stanje. Stanje tekme moramo označiti odigrano, se pravi, ka tekma je odigrana. Sedaj, ko smo označili stanje odigrano in posodobili, v tem trenutku so podatki ažurirani na spletni strani. Avtomatično se podatki vidijo na lestvici v povzetku tekme. Da preverimo, če smo to vse skupaj pravilno vnesli, imamo tule okence dol od PDF, se pravi, tukaj pogledamo in vidimo, da so podatki isti, kot smo prej pisali. Tu še enkrat se lahko preveri, če so številke pravilne, če so dogodki, se pravi goli, se pravi strelci so, tako. In sedaj gremo nižje, še vidimo. Tule vodja ekipe, predstavniki kluba. To so avtomatično vzeti z baze, ker ti podatki so vneseni že pred začetkom sezone. Tule vidimo sedaj opombe sodnikov, opombe na tekmo, ocene.
in vidimo, da so podatki isti kot na tistem zapisniku, ko smo pisali. Zdaj je to v redu, se pravi, to smo končali, se pravi, vidimo, da je to vse urejeno, lahko še se to prepričamo. Gremo na sezono B, razpored in sedaj označimo vse, da lahko vidimo celotno sezono. Tukaj gremo na povzetek. Evo, tukaj. Se pravi, kako je to potekalo. Tukaj. Tako. Podatki, vse tisto, kar smo vpisali tu, se vidi gor na zapisniku. Gremo še na domačo stran, na prvo osnovno stran. In tukaj vidimo, da so že podatki gor ažurirane v bazi. To je nekaj, kar bi morali vedeti glede izpolnjevanja. Naprošam pa vas eno, da za vse informacije kličete mene na telefonsko številko, ki bo objavljena tule na koncu videa. Glede spletne strani se obrnete na mene, Nenad Damjara. On ureja dokumentacijo glede nogometne zveze, jaz pa spletno stran. Želim vam lep dan.